Lepo pozdravljeni. Moj današnji sogovornik je dolgoletni novinar, ki se je s svojim novinarstvom ukvarjal z različnimi mediji, bil je na televiziji, časopisih. Tone Hočevar, dopisnik iz različnih krajev. Poznamo ga najdlje časa seveda kot dopisnika v Rimu in na to bom malo več fokusa, sicer pa kasneje na koncu pa še na drugo vprašanje. Za začetek, vemo, slovensko-italijanski odnosi po drugi svetovni vojni obremenjeni že iz medvojnega časa, seveda zaradi Rapalske meje in tako naprej, na koncu se stvari uredijo z ozenskimi sporazumi. Ampak po osamosvojitvi Slovenije je v Italiji to vprašanje se zopet odprlo. In vemo, da je bilo kar problematično to reševanje, nekaj malega o tem govoril v našem intervjuju Zoran Thaler. Zakaj je, vi ste sicer prišli v Rim potem že, ne? Ampak zakaj so Italijani to odprli? Zakaj je bilo to spet problem? Ja, zato, ker Italijani, tako kot so pred prvo svetovno vojno, pozneje po prvi svetovni vojni, pred drugo, po drugi, nenehno odpirajo in nas imajo pa za te male fižolčke tam nekje zraven, ki jih je treba enkrat že pojesti. Ne? Jaz sem gospoda Andreottija enkrat vprašal, pa takrat nisem smel objaviti, kje pa vidite vi mejo? Pa sem rekel, ne samo vi, ne? Italijani, kje Italija vidi mejo s Slovenijo? Prav, to je pa ja preprosto, to vsi vemo. Veste, da oni ne izgovarjajo H, ne? Ampak je rekel Vrhnika. Vrhnika je meja med Rimom in Ljubljano. Ne? To imajo v glavu, jaz mislim, še dan danes. Čeprav on je rekel, saj me to poznate, da veste, da ne mislim jaz osebno, da mora biti ravno Vrhnika meja. Ne? Ampak to imajo. In vse to se je dogajalo tudi takrat, ko smo mi postali neodvisni, malo zgubljeni, nam je nasprotoval že De Michelis, ne? Zelo odločno, tudi čez 10 let, ko je dobil odlikovanje slovensko. Ne? Je mene zagrabil na nekem svojem predavanju, jaz sem bil poslušalec tako v predzadnji vrsti, pa me je zagledal, jaz bi vam pa rad nekaj še povedal danes, je rekel. Nisem mogel iti ven, sem šel kaj k njemu, prav jaz bi vam pa rad povedal, da sem takrat nasprotoval, veste pa tudi danes. Kučan mi bo dal v soboto odlikovanje, ampak jaz mislim, da sem imel takrat prav. Ni bil čas za neodvisnost. Ne? To je bil njihov pogled. Ne? In tega so se držali, pa čeprav je bil ta gospod De Michelis, ki so ga na dan, ko se je začel tle napad na Slovenijo, ga je moj prijatelj Stojan Spetič, ki bil takrat senator, ga je iskal po Rimu, ne? On je bil pa znan po tem, da je preživljal noči v diskačih ali pa v barih s slači puncami, ne? In so ga pač tam našli, da so mu povedali, kaj se dogaja. Ampak to je bil njihov odnos. V uradnih papirjih tega ni, ampak nenehno se moramo pa tega malo zavedati, da je to njihov pogled na nas. Tisti pikci tam gor, ki so pravzaprav čisto odveč. Ne? Vem, da to, ko bojo gledali te z ambasade, me bojo spet na kosil povabili, pa mi predavali, kako imam napačen pogled na to. Ampak ko se je pa začelo zares po letu 92, ne, takrat so pa pritisnili, zanimivo, ne, vsi. Mi jih malo delimo na leve pa desne, pa srednje, pa predvsem levo pa desno. Ampak ko gre za odnos do Slovenije, so pa v glavnem dosti blizu en drugemu. In ko so pritisnili zaradi obtanskih hiš, ne, takrat so Osimo, to je bilo rušenje Osima, je bilo, ne priznamo. Prvič so rekli, Osimo je, ne moramo ga priznati, to je bilo takrat enih člankov pa izjav, ki so pa rekli, pa ne napisati, ne? Ampak vsi so pa rekli to, Osimo je zadnja železna zavesa in nepremagljiva in nepremakljiva. Ne? In tega pa mi ne moramo
priznati. Ne? No in potem, ko so takrat po Ozimu so pritisnili zaradi teh optanskih hiš, ne, ezuljskih, o tem ne bova debatirala, o razliki pa je razlika. Ne. No in takrat so pol se začeli pogajati dost pozen in dost pozen je prišlo do Pacta sunt servanda. Ne. Pacta sunt servanda se je presekal. Jaz sem bil zraven. V Milanu smo bili, ko je njihov minister Renato Ruggiero se je pisal, zelo kratek čas je bil, pa zelo spoštovan gospod, pa nenavadno je bilo, da je šel tak resen diplomat, ki je prej vodil Svetovno trgovinsko organizacijo z zunanjega ministra Berlusconiju, ampak je zdržal pol leta. Ne? Ker je takrat, ko je nam skupina novinarjev, nas je bila in ga začnemo to spraševati, o tem, a oni res ne priznajo ne Ozima, ne rimskih sporazumov iz Vile Pamfili, ne? Je on zelo mirno rekel, jaz mislim, da ne gre drugače kot Pacta sunt servanda. Ne? Pakte je treba pač spoštovati. In tega se je on držal do konca tiskovne konference, ko ga je že poklical Berlusconi in takrat je on zginil. Torej prav formalno čez nekaj tednov ali pa vsaj nekaj dni, ampak njegove karijere visoke diplomatske je bilo konc, ko je izgovoril Pacta sunt servanda. In k sreči pa to vendarle vplivalo na nas in na naš odnos do Italije v tistem času in smo lahko zadihali. Ne. To je bilo sicer že po oglejskih dogovorih, pa po španskem kompromisu, ne. Ampak da so pa v Rimu rekli Pacta sunt servanda, je bilo pa prvič in zanimivo. Ko je padel takrat Berlusconi, on je večkrat padel, pa se dvignil, sta bila Prodi in njegov D'Alema, takrat je bil D'Alema zunanji minister, ne premier, ker sta se večkrat menala, jima je šlo obema v nos to, da je Ruggiero to naredil. Ravno tako jih je motil kot Berlusconija. Ne. Oni so bili podobno proti kot mi, kot desni. Ne. A je v Rimu to videti drugače kot v Trstu, ali v bistvu ni velike razlike odnos do Slovenije? Absolutno drugače. Absolutno drugače, ker v Trstu prvič vejo, kaj je Slovenija, vejo, da obstoja. Se zdaj ni dosti drugače kot takrat, ampak takrat pa sploh niso. Sredi 90 so te mirno vprašali, ne, a ste vi Slovenci na tej strani Urala ali ste na uni strani Urala. Ne? Tok nevednosti je bilo. Meni se je zgodilo, da tam nekje od Bolonje naprej proti jugu je že redko kdo slišal za Slovenijo. V zunanjem ministrstvu sem je zgoril, sem šel papirje podaljšvati, ampak to pred 10 leti ali pa 15, no. Vsekakor ne pred 30. Torej smo bili že v EU, ne? V EU in predsedovali smo Evropski uniji. In sem šel podaljšati dokumente, pridem tja, kjer je to treba delati na ministrstvu, pa prav, ja, morate iti, na vzhodnem delu Rima je bil tisti urad, kjer so to delali, sem rekel, tam je za Afriko, za Azijo, za Latinsko Ameriko, sem rekel, za Evropsko unijo je tukaj. Ja pa prav, ampak vi niste Evropska unija. Direktorica enega oddelka v zunanjem ministrstvu pa tega ni opazila. Ne? Skratka, njih zanimalo. Potem sem šel pa na občino to urejati, tam smo urejali, kar je treba, pa sem šel pa na občino in je rekla, da ne, to pa po mojih podatkih vi niste, ne morem vam dati. Prav, vem, da so zdaj Bolgari pa Romuni, ampak vas pa jaz nimam tle zapisanega,
kar pejte pa urejte še enkrat na ministrstvu, ali pa kaj pejte prav kaj za une ekstra. Ne? Skratka, to je tam odnos. Druga stvar je Trst, tle poznajo, seveda. Od Benetk naprej seveda poznajo Slovenijo dobro. Zdaj dobro zaradi biciklistov poznajo tudi bolj dola, ne? Zlasti tek imajo radi šport, ne? To smo opazili ves ta srednji del Italije, Lesta Primož pa Pogi, ne? To vsi, za njih smo zdaj te glavni, zdaj po Mohoriču, po moje smo še toliko bolj znani, ne? Drugač pa ne, pa malo po Dončiću, drugač pa žal, no, žal smo res premalo znani, pa smo se matrali in so, mislim, zlasti kulturni del naš slovenski se je zelo trudil, ne. Sam je bilo zmeri kaj, ker je pozornost odtegnili nekam drugam in še zmeri niso vedeli, kaj A je smo. to mogoče tudi problem šolskega sistema v Italiji? Šolski sistem je pa bistven del in šolski sistem ne pove, recimo, da so bili oni pri nas okupatorji, sploh ne. Bom spet nalaž z anekdoto, da pri sosedih smo nenehno kupovali, ena taka luštna trgovina je bila, pa dva izobražena mlada človeka sta podedvala trgovino in se prelevila v trgovca. In star je znala delati in so imeli praznik njihov 25. april, ne? In se pogovarjamo, smo še rekli, gremo na kafe, in smo rekli, mi imamo pa pojutrišnjem, ne? Kva pa vi praznujete? Ja, mi imamo pa dan vstaje. Ja, proti komu pa? In se še hecava z ženo, smo rekli, proti vam, ne? Kva imamo pa mi s tem, ne? Ampak dva študirana človeka, to nista bila dva, ki sta malo v osnovno šolo hodila. Izobražena, diplomirana. Proti tega nam pa ni nikoli nihče povedal, ne? Tega nismo vedeli, da imate vi to zgodovino skrb z nami. Pa to, da je bila meja rapalska, pa predrapalsko, londonska in tako naprej. Nič, ne? Nič. In danes je ta šolski sistem tudi zelo ubijavski, bi rekel, po letošnjem prazniku 10. februarju, dan spomina na fojbe in izgon Ezulov, je direktor, ta šef, inšpektor, ne vem, kako se mu reče točno, ki vodi programsko šolstvo v Italiji, je okrožnico dal vsem šolam, ne, da naj povsod v šolah tisti dan učitelji kaj povedo o tem, kako hude žrtve so bili oni, ne, in kakšne zverine smo mi, ampak nič o tem, da je kdaj Italija bila tle, ne, nič o tem, da je bila ta meja, nič o tem, skratka, nič o preteklosti, samo o tem, da imajo zdaj praznik, ne, zanimivo, ta praznik je tudi leva sredina naredila, ne. Tega ni naredil ne Berlusconi, ne kdo, ne Fini, ne. Fini je steklenice z listkom pošiljal iz Mil v Istro, ne, da pridemo, zdaj pa pridemo, ne, takrat, ravno takrat, ko je šlo za te imetje Jezulov, ne, ampak praznik so pa naredili na levi sredini in najhujši nekak napadalec na našo dušo je bil Napolitano, ki je bil šef komunistične partije, ne. Sej pol je sej majhen popravil, pa je z Danilom Türkom, s predsednikom Türkom je potem imel ta leta 10, ne, 13. julija 10. Koncert v Trstu. Koncert v Trstu, pa srečanje v Trstu, pa šla sta pogledat Balkan, ne, to se pravi Narodni dom. Del Narodnega doma, ja. Ja, del Narodnega doma, ja. Kako pa kaj Slovenija upošteva v svojih odnosih z Italijo, svojo manjšino? Premalo. Jaz mislim, da premalo.
da jo ne zna ne uporabiti, ne dovolj spoštovati in niti ne znajo jo podpreti, ne znamo, mislim, smo vsi Slovenci, ne? In da to traja že malo predolgo. Mislim, da smo mi to našo manjšino hoteli narediti kot podaljšek Slovenije, skratka, razkolimo se in zdaj se razkolite še vi. Če že niste razklan, se pa dajte, ker gor v Videmski pokrajini, ne, tam so zahtevali, tam so bili Slovenci združeni prej, do 90. 92. leta. Pa so pa naši zahtevali, naj se ločijo na rdeče pa črne ali pa rdeče pa bele, se vse. Ne? Slovenci smo zelo, zelo slabo vplivali tudi na nje. Ne? Vse so bili tudi sami že razklani, seveda ne samo na levo in desno, zlasti na levi so bili na Titine in Stalinove. Ne? Pa so imeli še te tretje partizane, skratka, bilo je hudo, ampak levica je bila čisto razklana, pa smo pa poskrbeli, da je še levo in desno in Bog ne daj, da bi se kaj preveč družili. En obdobje je bil, ko sta bila dve osebnosti, ker mene zadeva zelo fejst fanta, ki sta vodila ene pa druge in sta se družila. Vem, sta velikrat k meni domov prišla v Rimu, ko sta oba dva prišla v Rim, smo se dubali. Ker sta te dva nehala, je bilo konc. Ne? So spet bili vsak zase. Vsak je zase prišel, one dva sta se skupaj pripeljala, pa skupaj delala, ampak sta bila moteča oba. Torej, v bistvu najprej ne znamo izkoristiti, po drugi strani pa še škodimo manjšini. Veliko, jaz mislim, da zelo škodimo, izkoristiti jih pa ne znamo tudi za poslene. Ne? Tam je izjemno veliko sposobnih, šolanih, spretnih ljudi, ki bi lahko veliko naredili, so pa tudi oni malo, to je tudi naša zgodovina kriva, tudi oni so se malo navadili, da morajo denar dobivati. Ne ga delati s pomočjo, ampak raj dobivati, ampak dobro. To se dogaja z vsemi manjšinami tega sveta. Kako se pa iz Rima vidi slovenska manjšina? Pa italijanska na naši strani. Ne? Ker položaj obeh je pravzaprav precej različen, recimo v primeru šolstva pa politične. Popolnoma različen. Naši ravno kar beremo, ne, bo to dva kandidirala celo za državni zbor. Ne? Slovenci pa nimajo zastopnikov. Ne, oni imajo v naši ustavi zagotovljeno navzočnost oziroma zastopstvo, Madžari tudi, ne? Pa ne Madžarom, ne Italijanom ne pride na misel, da bi kdaj to dovolili, nam pa tega pa tudi že ne razumem več, tudi ne pride na misel, da zahtevamo recipročnost. Ne? To se pravi, če vi ne, pa še mi ne bomo, ne? Saj ni treba. Sicer zdaj bomo hmal madžarski fevd, ne vem, Italijani pa saj ta trenutek se ne zdijo tako, da preko napadalni. Ne? Ampak ta manjšina je bila v središču pozornosti, saj mi smo mislili, da je bila, najbrž za Italijane ni bila, ko so sprejemali zakon o zaščiti. Takrat smo viseli v parlamentu, zlasti pol v senatu, tam, kjer se je vse skupaj lomil, ne, tako rekoč noč in dan. Ne. Imeli smo tudi srečo, da je bil Stojan Spetič, bivši senator in smo lahko v njegovo pisarno hodili delati. Ne. Skratka, ampak bilo je pa tako, da 4-5 jih je mogoče sedeli noter v tisti dvorani za 350 ljudi in to so bili vsi Tržačani in Goričani, ne, pa en z Vidma. Zlasti je to zanimalo te skrajne desnice. Levičarji so tudi prišli, kadar so jim naročili, da morajo jeti, ne, pa v glavnem desnica je mlatila in samo oni so se oglašali. Tako da takrat smo rekli, saj ne bo, ne, ampak ko je bilo treba glasovati, so potem izglasovali, ampak v resnici ni od teh nihče vedel, 3/4 ni vedel, da Slovenci sploh živijo na italijanski strani, saj polovico teh pa da tudi na te strani. Ne.
ker jih ni, imeli so pač Jugoslavijo odprej in to je zanimivo, zakaj ta indolentnost njihova, da to je nekaj tako majhnega, da ni vse skupaj. Seveda je to pol rimske občine, smo vsi skupaj, ampak smo država, ne, smo narod. Ja. Tako da mi pričakujemo vendarle drugačen odnos. Upam, da je nekega lepega dne bo, ne. Ker drugače na severu, seveda v Furlaniji, Julijski krajini, je pa drugače, ne. Tam se pa mlatijo, ne. In tam so pa bile razlike, ne, ko je bil ta trgovec s kavo, Ili je bilo drugače, vsaj za nekaj časa. Bil je vzvišen, ampak je bil nekako ne privržen, ampak saj ni bil sovražen. No, on je bil kar, se spomnim, v redu. Je pa, seveda je bil, njegov imperij je večji od Slovenije, ne, kam imperij in temu primerno se je obnašal tako kot Berlusconi, ko so mu rekli, če kup hotel Metropol, ne, pa je rekel, rečite mi od Debelega Rtiča pa do Portoroža, do konca, vse skupaj to pa kupam. Ne, ampak sam en hotel pa ne. A je kakšna razlika med razumevanjem slovenske, francoske pa nemške manjšine? Absolutno. Absolutno. Nemci, pa sem imel že spet srečo, nesrečo, karkoli, ampak ko so začeli v luft metati, torej 60 leta, vemo. V 60 letih smo plesali folkloro v Meranu pa v Bolcanu in takrat, ko je tista velik daljnovod so vrgli, smo bili tam in nas niso pustili z hotela, pa nismo vedeli zakaj. Torej prav detajle sem zvedel veliko kasneje, ne, prav noč smo bili zaprti in benga niso kamor pustili, ker so Nemci začeli. Nemci so to naredili odločno, ker niso dobili pravic, ki so jih zahtevali, so začeli bombe podstavljati, ne. In takrat so pa Italijani stopili nazaj. Francozi so imeli pa za sabo Francijo, ki je do Italije od zmeraj strahotno vzvišena, ne, in Italijane gledajo tako, kot Italijani nas. Oni pa imajo urejen, ne. Njim se ni treba toliko boriti, oni imajo te svoje pravice urejene, pa tudi jih toliko ne zanima. Še če morajo Francozi, pol morajo celo pravo francoščino govoriti, ki je v resnici ne, ker je ne poznajo, oni imajo dialekt, govorijo, ne. Medtem ko južni Tirolci so pa gospodarsko močni, ne, oni pa v Italiji nekaj pomenijo, ne. In tudi ko greš, ne mislim zdaj samo v turističnih teh delih, kar tam nekje greš v gostilno, ne, in govori nemško, ne. Na misel mu ne pride, da te bo italijansko pozdravil, da se bo Italijan s tabo pogovarjal, sem mlatil eno polomljeno nemščino, da sem se zmenil, ker se mu izdel, da to ni prav, ne. V Sloveniji, v Furlaniji oziroma gor na vrhu, v Videnski pokrajini, se mi je pa zgodilo, da so me prijatelji Slovenci peljali v gostilno, slovensko gostilno. In smo krasno debatirali in se Italijani not prišel so preklopili na italijanščino, tako se mi je zamerili, da sem rekel, mene ne več vabiti, ne. Če moramo zdaj počepati, zato ker je en prišel, bomo vsi Italijanci govorili, sem rekel, se me ne moti, pa bom še jaz, ne. Ampak tega ne bi nikoli naredila ne Francoz, ne Nemec. Ne. Leta 2020 je bilo 100 let požiga Narodnega doma in spomnimo se tistega pompoznega obiska obeh predsednikov Pahorja in Mattarelle v Trstu, pa potem tisto soročno poklanjanje na Vazoviški fojbi in pa streljenim na Vazoviškem polju. Kako so to v Rimu videli? A so sploh opazili to? Ne toliko, mi seveda ne. Torej vse skupaj moramo je toliko nazaj, da Türk pa
Napolitano sta vendarle to začela. Ne? Tako da ni se začel s tem soročnim klanjanjem, ne? Ampak ko sta šla pred Narodni dom, Napolitano in Türk, in ko sta bila na koncertu. Ne? Tiste je bil res imeniten dogodek. Tle smo pa mi gledali, jaz sem spremljal vse, kar se je dal. Ne? Ja, vmes je bil Türk tudi pri Napolitanu v Rimu. Ja. Tudi tam je imel tak sprejem, da so rekli, da takega pa nov imel nihče več, pa ga res, ker on se je nekako skušal upravičiti za vse, ker nam je grdega naredil. Napolitano je bil najbolj grob do nas po sprejemu zakona o prazniku 10. februarju, in je, tako kot je on govoril o slovanskih morilcih, in ni nihče, in Slovenci smo kar utrpnili, ne. Hrvatje so vsaj majhen protestirali, mi niti protestirali nismo, so rekli, da po diplomatski poti je čisto vseeno, kaj delaš. Ne. Tisto, kar diplomati pišejo, si pišejo med seboj, to je mi med seboj, ne. In se prepričujejo med seboj, na javnost pa to ne vpliva. No, in zdaj, ko je bil takrat Trst, je bil Trst zaradi koncerta velik in je v Italiji odmeval zaradi koncerta, veliko manj zaradi Narodnega doma, za nas je bilo pa to seveda zgodovinsko. Zdaj, ko sta bila tam, je pa v Italiji odmevala Bazovica, ne. Torej na bazoviškem šoktu, ne, tam, kjer pravijo, da je fojba, to je bil jašek. Rudniški jašek, šokt so rekli, ne. Tisti so, seveda, to je velik poudarek je bil na tem, zelo pomembno je bilo za njih, da je prišel naš predsednik se upravičiti, so rekli, ne, za vse zločine proti Italijanom po drugi svetovni vojni. Redko kdo je omenil, večina pa sploh ne, da sta bila tudi pri spomeniku slovenskem, ne. In seveda prav veliko se ni spremenilo. Slovenski spomenik so slovenski irredentisti za Italijane. Moram reči, da sem imel nedavno z italijanskim politikom okrog tega spopad, majhen manjka skregala sva se za mizo, ki je rekel, vaši irredentisti, pa se nisem mogel zadržati, ker se mi ni treba, jaz sem v penzion. Lahko povem tudi kaj. Nikogar ne zastopam, ko govorim, ne. No, in tega, da sta bila pri Narodnem domu, takrat večina ni opazila, ne. No, pa zdaj v zadnjem času so že tudi objavili, in zdajle, ko bo predaja 28. marca, ampak bo v nekem uradu in brez javnosti. Niti slikati se ne usmel, nihče ne usmel biti zraven, bo pa materiala tam. Še ena stvar. Po italijanski zakonodaji so bili 4 ustreljeni teroristi. Irredentisti pa teroristi. Pa pred vojaškim sodiščem. Ja. Ali bo to kadarkoli prišlo do abolicije? Kako to Rim? Ne vem, zaenkrat ne, za njih je to jasna stvar, da to so bili slovenski irredentisti in bili so teroristi in pika konc, ne. Nič ni, ne, dvomam, ker to bi morali proces obnoviti, ne. To pa v Italiji, pa ob njihovem poznavanju tam so pa res mojstri, no. Mislim, tam te pravijo, no, nisem imel tako neposrednih izkušenj, so mi pa veliko pripovedovali, da so taki mojstri, ne, da te okoli prinese, da šele pol, ko greš domov, ugotoviš, kaj se te zgodilo, ne. So mojstri, so. To znajo, ne vem, če bo kdaj.
A se bo kdaj toliko spremenilo? Torej, veliko se je v teh 30-ih, to moramo priznati. Ne? Ni vse isto, kot je bilo. Ne? Vendar malo nas bolj poznajo, kot so nas, ker smo v Evropi skupaj, so vendarle bolj prijazni, ne? Ali pa manj vzvišeni. Ampak je pa še vedno je pa to, mi smo majhni, oni so pa veliki, ne? Oni so majhni v primerjavi s Francozi, ampak do nas so pa strahotno veliki. Končeva pa z enim drugim vprašanjem, z enega drugega vašega dopisniškega dela. Vi ste bili med drugim dopisniki da ne vem točno, kje ste sedeli, ali ste bili v Havani ali? Ne, sedel sem te prvih 6 let v Mehiki, Aha. pa potem v Havani, vmes sem bil pa tako rekoč povsod, tako po par mesecev. Družina je bila ali v Mehiki ali pa v Havani, jaz sem pa okoli se klatil. Po celi Latinski Ameriki, v bistvu pa so bile te vojne, sem tam bil, ker nisem mogel ven. Recimo v Nikaragvo sem prišel in nisem mogel več ven. Zdaj še nekako vidim iz Ukrajine, še nekako pridejo tam, pa sem enkrat not bil peš čez tiste hribe, nazaj ne. Iz Salvadorja sem prišel ven k sreči, sem tudi tako nočel ilegalno, pa peš pa čez hribe, ne? Ampak ne še šlo 6, pa sva 2 prišla. Za ostale 4 nismo nikoli ugotovili, kaj je bilo z njimi. Nihče jih ni več našlo. Pa so bili njihovi, ne? Ker so v bistvu morali paziti name. Pa mojega snemalca sem spoznal, tam se sploh nisva srečala v Salvadorju, ker so ga ujeli. Je šel čez drug hrib, da se va dubla, so ga ujeli in je čez 4 leta prišel k meni v Havano povedati, da je on sin tega njihovega največjega pesnika Rockeja Daltona in da bi me rad spoznal, prav, ker jaz sem tvoj snemalec. Prav, se tudi kamere nimam več, so mi jo takrat vzeli. No, in je bil 4 leta v zaporu, pa so pa ugrabili enega polkovnika, da so ga zamenjali. Ampak živel sem pa v Mehiki, pa v Havani. Ja. Pokrival ste Južno Ameriko. Ne? Ja. Jugoslavija je tam figurirala na nek način. Ne? Spomnimo se onega slavnega Brozoga obiska v Mehiki, tam konec 60-ih, 70-ih, sicer pred vami, ne? Ampak nič ne de. Ne, jaz sem bil takrat, to je ali bilo, potem še enkrat kasneje? Bil je pol še enkrat, seveda je bil, sredi 70-ih je bil. Tito še enkrat, ne. Pa seveda bil je tudi v Havani. Havana je pa spet pomagala njegovi ali pa naši slavi, ker sta bila s Fidelom Castrom na nož, ne. In to se pravi, ta levica ali pa skrajna levica nas ni marala, ampak nas je pa zaradi tega toliko bolj poznala. Torej, Jugoslavija je bila neka trademark, rečemo, ne. Ja. Kako je pa Slovenija tam poznana? Recimo, dobro, zdaj seveda drugi časi, 30 let kasneje ali pa po osamosvojitvi, a Slovenijo tam poznajo ali vejo samo, da ex-Jugoslavija? Ex-Jugoslavija je, zaenkrat je še zmeri ex-Jugoslavija, ampak je tudi že Slovenija, vsaj ponekod, ne, zdaj, da bomo šli vsako vas pa zahtevali, da jo vedeli, ne. To ne, ampak seveda toliko močni nismo, tudi diplomatsko nismo navzoči tam, ne. Ja, saj naši kontakti so argentinska diaspora, malo še Brazilija. To je čisto na drugi strani, ne. Latinska Amerika je taka, ne, ogromna. Saj Brazilija taka, kot Evropa, ne. Tudi Argentina ima 3 milijone kvadratnih kilometrov, pa Mehika 2, ne. To so ogromne države, zdaj ne moramo zahtevati, da jo v vsaki vasi vedeli, kaj je Slovenija, ne. Ciudad de México je 10-krat večji od Slovenije, ne. Slovenije, ne Ljubljane. Ampak to je čisto v redu, samo diplomatsko nismo navzoči. Mi imamo ambasade v Argentini, najdlje časa, in pozneje še v Braziliji. Nisem prepričan, da smo znali ali da znamo izkoristiti vse te Slovence, ki so tam. Je pa res, da se v teh letih vse spreminja, ne.
teh so odprej, se umikajo, Ja. jih ni več. Normalno, da nove generacije jih pa ne zanima toliko. Ker je bil Bogdan Šalej, tam najprej dopisnik Dela, pa potem velik gospodarstvenik, tudi predstavnik naš, on je res delal resno in kjerkoli v Latinski Ameriki še danes vejo, kdo je Bogdan Šalej, saj je bil nekaj časa tudi pol, saj v Sloveniji pomagal takrat, ko je imela predsedovanje v Bruslu, je tam bil slovenski diplomat, ker je te stvari obvladal bolj kot mi vsi. No, ampak drugega Bogdana Šaleja pač ni in Bogdan bo počasi se postaral. Velikih gospodarstvenikov ni bilo, nekaj jih je bilo v Braziliji, ampak to počasi so nove generacije, ki niso več tako vezane na Slovenijo. Jezik so ohranili predvsem v Argentini, zlasti ta povojna generacija je ohranila jezik, tudi njihovi potomci. Ampak mislim, da pa nismo ravno znali izkoristiti tudi njihovega potenciala. Dobro, dobili smo ga fuzbalista v Ljubljano, pa še kaj, da se hecam. Ampak da pa nismo znali, pa tudi velikokrat zaradi našega domačega razkola. Tako kot to znamo izvoziti v Furlanijo, Julijsko krajino, znamo uvoziti in izvoziti z Argentino. Povsod znamo pomagati, da se še malo bolj delimo. Ker od teh ljudi tam, ki so po drugi vojni, tam je bilo veliko ljudi, ki ni imeli v bistvu s svojimi starši ali miselnostjo svojih staršev skoraj nič. Mi smo imeli tle Andreja Bajuka, ki smo ga tle gledali kot bav, Andrej Bajuk je pa tam, pa so mi pa pravili te moji prijatelji latinoameriški, pa ta pa daj no mir, prav se taj pa naš. Pa so bili ljudje z leve sredine, rečemo, ta pa ja ni, dajte no mir. Skratka, Slovenci znamo nenehno jeti v razkole, se tudi knjige pišemo o razkolih, pa rad bi se še malo bolj razklali. Drugje pa ni, Havano pokrivajo iz Madrida, in potem, ko gre ta ambasador, enkrat sem se z enim moral celo spletiti na enem predavanju, ker je bil tako navdušen nad Fidelom, pa tem, kar je videl, seveda, ko so mu pokazali Potemki nove vasi. Jaz sem pa še zdaj tja hodim med normalne ljudi, grem in stanujem pri sosedih, nekdanjih. In vem, kaj se dogaja, naši, ampak ne vem, če je zdaj, kakšen je zdaj, taki nas zastopa, ampak sej nekdo, ki iz Madrida pride kot ambasador, se ne more klatiti po revnih četrtih, se ne more klatiti nikjer, ker je skozi spremljan. Nekdo ga spremlja, nekdo mu razlaga in vsaj res lepo. Seveda, vse vrojeno. Ja. Hvala vam lepa za tale pogovor. Hvala našim gledalcem, ki naj nas spremljajo tudi še vnaprej v vseh naših sledečih produkcijah.